Začeli bomo zgodbo, ki se začne, ko je Hegel komaj da stopil v najstniška leta. Bilo mu je mogoče 9, 10, 11 let, ko se je začela kuhati epizoda, ki jo danes poznamo pod imenom spor o spinozizmu ali v takratnem času bolj znan kot panteizmu štrajt oziroma spor o panteizmu. Zgodba se bere kot žajfnica, kot TV serija, v kateri se prepletajo različni žanri. Zadeva se začne z idilično romanco o prijateljstvu, o ljubezni, o veri in resnici, potem se postopoma sprevrača v spletke, v zamere, v izdaje, nenadoma se prikaže možnost akcijskih dvobojev, akcijskih scen, v kateri bo prišlo do spopadov, dokler se nazadnje preko vseh osebnih zgodb in medsebojnih spletk ne sprevrže v totalno grozljivko in metafizično nočno moro, ki nazadnje tvori pravzaprav rojstno mesto Hegelove filozofije oziroma vsaj odskočno desko za njegovo kariero. Zgodbo bomo, če smo že govorili o nočnih morah, začeli s sanjami, ki jih je Mojzes Mendelssohn, glavni junak pravzaprav in tudi najbolj tragičen lik celotne zgodbe, sanje o sredi dogajanja. In jih opisuje v delu, s katerim se vpleta v celotno zgodbo. Delo se imenuje Jutranje ure ali predavanja o bivanju Boga, ki so sicer namenjena njegovim otrokom in prijateljem kot jutranja razglabljanja o razumskem spoznanju Boga, vsega lepega, dobrega in resničnega. Sanje gredo takole. Potem, ko je poslušal neko zgodbo o potovanju v Alpah, je imel isto noč čudne sanje. Pohajkoval je po Alpah z dvema vodnikoma. Prvi je bil kleni Švicar robate pameti, drugi neka ženska, zaenkrat ostanimo pri tem, sanjaškega videza, ki je bila nasprotno skrajno subtilne pameti, nič kaj robate pameti. Nenadoma so prišli do razpotja in vodnika gresta vsak svojo pot. Mendelssohn je v zagati, ne ve, komu naj sledi, in k njemu pristopi neka skrivnostna ženska pojava in razkrije identiteto tistih vodnikov, ki sta ga zapustila. In reči, prvi je Gemeinsinn, kar je nekaj takega kot common sense oziroma zdrava pamet. Drugi pravi je Beschauung, kar lahko prevedemo kot kontemplacija oziroma spekulacija ali v resnici gre tukaj za nekoga, ki je naklonjen metafizičnim razglabljanjem in tako dalje. In na to nadaljuje in mu pravi, pogosto se zgodi, da zaideta v nesporazume, a naposled se vrneta do razpotja, ker jo ona, ta ženska pojava, naposled pomiri oziroma spravi. Mendelssohn skrivnostno pojavo v sanjah seveda ves nestrpno vpraša, kako je ime, in ona mu odvrne, da jo na zemlji kličejo Vernunft, torej Medtem ko v nebesih kličejo in v tem trenutku se sanje nekaj stopi v te sanje in se prekine in nadaljevanje bomo izdali kasneje. Okay? Zaenkrat puščamo ob strani, ali je Mendelssohn res sanjal te sanje ali jih je uporabil zgolj kot retorično sredstvo. Za nas je pomembno, da lepo povzamejo stanje, ki ga Hegel, ko je bil že v letih, ko se je to dogajalo, je bil, kot rečeno, komaj da najstnik, kasneje se tega stanja, v katerem se to dogaja, spominja kot na videz srečnega in neobremenjenega stanja. In te sanje nam povzamejo to na videz srečno in neobremenjeno stanje, ki ga lahko zelo grobem imenujemo tudi sanje razsvetljenstva, v smislu ideala, ki ga v nemškem prostoru v veliki meri utelešal prav Mendelssohn sam, svojim delom in značajem, s katerima si je zaslužil naziv nič manj kot nemški Sokrat. Mendelssohn se je kot filozof imel do bridkega konca za dediča Leibnica in Christiana Wolffa. Filozofov, ki so jo kasneje bolj ali manj poznali kot
kot zagovornika oziroma kot ustanovitelja šolske metafizike, dolgočasne metafizike, razumskega spoznanja v skladu z načelom protislavja in načelom zadostnega razloga, katerega zgledni primeri so logične in matematične resnice. In Mendelssohnova zasluga, tako so ga vse takrat razumeli, je, da je bil zavezan Leibnizu in Wolfu, bil je zavezan temu idealu stare šolske metafizike, kljub vsemu posmehu, naj omenimo samo Voltairja, ki napiše cel roman, v katerem se norčuje iz točno te stare šolske metafizike, njegov roman Candide ali o optimizmu. Ampak zasluga Mendelssohna je natanko v tem, da je temu zavezan kljub posmehu in je bil sposoben to suhoparno metafiziko spraviti v življenje, vsakdanje življenje. In sicer je to počel na izrazito pragmatičen način, ki obenem opisuje lepo potezo razsvetljenskega ideala, ki je namreč v tem, kadar se zgodi, in to so njegove sanje, kakor smo pravkar videli, da spoznanje, mišljenje, spekulacija, se pravi sledenje načelu razumskega spoznanja in tako dalje, načelu protislavja, kadar zaide v protislavja, je treba vpeti vsa sredstva, treba se je zateči k različnim virom, k zgodovini, religiji, k običajem, opazovanjem, eksperimentom, zato, da nazadnje najdemo elegantno rešitev, ki kljub morebitnemu videzu zasilnosti vendarle ohranja up na končno spravo. Eno od glavnih opor za to vero v ki spravi nespravljivo in tako prispe do elegantne in lepe rešitve, je za celotno razsvetljenstvo predstavljal Newton, k kateremu se še vrnemo, ki je preko posvetovanja s čutnimi podatki, se pravi z opazovanjem in z eksperimentiranjem, prispel do zakonov, ki jih je mogoče podati v matematično-logični obliki. Toda, to raziskovanje se ukvarja zgolj z učinkujočimi vzroki, se pravi, ukvarja se zgolj s tem, kako ena stvar sledi iz druge. Tukaj ni prostora za smotre. Torej, glede vprašanja ali raziskovanja narave, razkriva znamenja, da je nekdo morda višje bitje, kdorkoli že, svet ubral tako, da se sklada z upi človeka glede lepega, dobrega in resničnega, to nas spet privede do vprašanja potrebe posveta z umom, ki bo tukaj seveda spet spravo stvari, ki so nespravljive. Zlasti pa seveda vprašanje vere v bitje, ki je ustvarilo vesoljstvo, naklonjenosti človeku in da je to nekaj, da je to bitje nekaj, kar je moč spoznati natanko sledeč golim zakonom razumskega spoznanja in s posvetovanjem z umom. Skratka, če bi skušali Mendelssohnov ideal strniti v eni sami besedi, se nam vsiljuje beseda Versöhnung, nemška beseda, ki pomeni toliko kot pomiritev, sprava. A sprava med čim? Če zadevo karikiramo, bi lahko rekli, da gre za spravo in ta diada bo nazadnje še kako pomembna v nadaljevanju še zlasti nemškega idealizma, sprava med potrebami glave in potrebami srca. Kaj to pomeni? Potrebe srca so torej te potrebe, ki jih ni mogoče uskladiti z razumskim spoznanjem. Potrebe glave so seveda, da je treba katerokoli spoznanje uskladiti s kriteriji občosti, se pravi univerzalnosti, obče veljavnosti. Če Mendelssohnove sanje v tem trenutku strnemo, bi lahko rekli, če tudi v tem svetu, in tukaj parafraziramo Voltairja, ki se norčuje natanko iz metafizike, ki je Mendelssohn tako zavezan, če tudi v tem svetu ni vse tako, kot bi moralo biti v najboljšem vseh možnih svetov, pa je sprava oziroma pomiritev vendarle na dosegu roke oziroma uma. Naša zgodba o sporu o spinozizmu, o sporu o panteizmu, se prične februarja leta 1781. Kot rečeno, Hegel je takrat pravkar stopil v najstniška leta.
Se pravi, da je malo verjetno, da je tedaj, ko se je spor kuhal, kakorkoli zavohal, da se dejansko pripravlja njegova usoda. In leta 1781, februarja, umre Gotthold Ephraim Lessing, ki je nedolgo tega razsvetljenski ideal sprave med resnično vero in spoznanjem resničnega ovekovečil v svojem labodjem spevu Nathan der Weise oziroma Modri Natan. Zgodba, zelo na kratko, govori o Židu, dogaja se mimogrede med, mislim, da 3. križarsko vojno v Jeruzalemu, ki je drugje, torej tam, kjer se srečujejo glavne monoteistične religije, v Jeruzalemu med 3. križarsko vojno. In Žid Natan se pravkar vrne iz poslovnega potovanja in izve, da je nek križar, nek kristjan, rešil njegovo posvojenko Reho iz goreče hiše. In ta kristjan je bil eden od tistih, ki jih je Saladin, takratni vladar, pristaš muslimanske religije, ki ga je pomilostil zato, ker ga je ta kristjan, ta vrli vitez, spominjal na pokojnega brata. Mislim, da je brata, sina, ni važno. V glavnem, zgodba se na koncu konča zgodbo o 3 prstanih. Saladin namreč Natana izzove, v nekem trenutku ga izzove, od njega si hoče seveda pod pretvezo, da si hoče od njega sposoditi denar, ga nazadnje izzove zagato in ga vpraša, katera religija je pa tista resnična religija, kaj je resnična vera. In Natan, in zato je moder, se odzove zgodbo. In povemo zgodbo o možakarju, o družini, o prstanu, ki ga je oče vselej podaril sinu, ki ga je najbolj ljubil. Na kar se zgodi, da nek oče v nekem trenutku ima 3 sinove, ki jih ima vse enako rad, in ker noče nobenega zapostaviti, je toliko dober, da naredi 3 prstane in vsakemu od njih poda enega od prstanov. Zgodba je torej precej jasna, nobena od teh religij ni resnična, kajti kakršenkoli že je Bog, je verjetno dovolj dober, da ima rad vse vernike. Skratka, Lessing tukaj postavi ideal, ovekoveči ga, to je njegov labodji spev, in zgolj samoumevno je, da se je treba pokloniti spominu tega velikega človeka, in še bolj samoumevno je, da ga ni, ki bi te naloge lahko bil bolj kos kot njegov zvesti sopotnik in prijatelj Mojzes Mendelssohn. Takrat se je vedelo, da je Lessing lik modrega Natana, Žida Natana, v veliki meri oblikoval prav po zgledu Mendelssohnovega značaja. Še več, Lessing je, kolikor vem, še prednje spoznal Mendelssohna, kar je skorajda dokaz Božje previdnosti, Božje previdnosti, ki je naklonjen Mendelssohn in tudi Lessing na nek način modrem Natanu. Lessing je v eni od zgodnjih dram tako rekoč napovedal vzpon Mendelssohna. Napovedal je, na kakšen način si bo Mendelssohn spostavil ugled in postal nemški Sokrat. Gre za dramo z naslovom Die Juden, Judje, iz leta 1749, ki danes velja za skico modrega Natana in mimogrede tudi za skorajda prvo dramo, ki problematizira antisemitizem. Lessing nam tej drami predstavi junaka, zelo na kratko, predstavi nam junaka, ki je tako zelo kreposten in vrel, da je že too good to be true. Skoraj nemogoče je verjeti, da obstaja človek, ki je tako zelo dober. Na kar si ga vzljubijo in tako dalje. Lessing naposled na koncu drame odgrne tančico in razkrije, da gre tukaj v resnici za Žida, da je ta dober človek Žid.
In to, kar je Lessing tukaj storil na papirju v umetniškem delu, je Mendelssohnu uspelo izpeljati v življenju. Ko se Mendelssohn odloči, da se bo spominu preminulega prijatelja poklonil spisom o njegovem značaju, ko se torej odloči, da bo on tisti, ki bo javno ovekovečil značaj velikega Lessinga, ki je pravkar umrl, pri tem poklonu še zdaleč ne gre zgolj za osebno naklonjenost, spoštovanje in občudovanje, temveč ni pretirano reči, da sta že samo svojim prijateljstvom utelešala ideal razsvetljenstva. Njuno prijateljstvo je bilo živ dokaz univerzalne moči uma, ki onkraj razlik vere, veroizpovedi in porekla združuje ljudi v ljubezni do vsega, kar je lepo, dobro in resnično. Še vedno smo torej sredi na videz srečnega in neobremenjenega stanja. Zaenkrat gre torej za to idilično plat. Tedaj pa, in tukaj nadaljujemo Mendelssohnove sanje, ostali smo na mestu, kjer mu ta ženska pojava, želi pravkar povedati, kako jo imenujejo v nebesih. Tedaj pa, pravi Mendelssohn, jo prekine neznosen hrup. In pravi, v nemščini se zveni ein schwärmerischer Haufen. Zaenkrat prevedim, roj zanesenjakov se z vseh strani zbral okoli dame Beschauung, spekulacije, torej tiste kontemplacije, metafizike in tako dalje, in sklenil, da je treba tako zdravo pamet kot izgnati. Z vriščem in truščem so se pognali nad nas, prestrašili smo se in tedaj sem se prebudil. Preden nadaljujemo, schwärmerischer Haufen. Beseda švermer, švermeraj, švermen kot glagol nas bo zasledovala na celotni poti. Beseda sicer izhaja iz besede švarm. Der švarm pomeni preprosto roj, ki je najverjetneje onomatopoejskega izvora in oponaša zvok brenčanja roja čebel ali pa preprosto brenčanja bzz, zvoka, ki ga povzroča roj stvari. V sodobni rabi se švermen uporablja, naprimer, je verjemanden švermen, pomeni v nemščini biti v nekoga zaljubljen. Švermen lahko pomeni, da nisi na trdnih tleh, ampak si tako rekoč v oblakih. Sicer pa ta raba, ki nas zanima, izhaja iz časa Martina Luthera in je pravzaprav del spora, katerega odmeve lahko slišimo tudi v sporu o spinozizmu. In sicer Martin Luther je v nekem trenutku, ko je objavil teze, je pod pretvezo ugrabitve preživel nekaj časa na gradu Wartburg. In med tem časom so v njegovem imenu začeli Wittenbergu zganjati zdraho in to so bili Andreas Rudolf Bodenstein von Karlstadt, Nikolaus Storch in Markus Drechsel. Začeli so v imenu Lutherove vere, so pričeli zganjati zdraho, začelo se je požiganje samostanov, uničevanje podob in tako dalje in tako dalje. Skratka, Luther se je takrat, da bi se distanciral od teh zdraharjev, jih je preprosto imenoval švermerji. Beseda, ki pride najbliže v današnjem pomenu, beseda, ki v današnji rabi pride najbliže temu pomenu švermer, bi bila verjetno verski terorist oziroma fundamentalist ali pa fanatik. Kasneje, v času, ki nas zanima, se bo beseda bolj ali manj gibala med pomeni fanatizma in pa sanjaštva. To pomeni nekoga, ki namesto, da bi sledil kriteriju razumskega spoznanja, raje prepušča svoje misli, svoj tok misli muham
muham domišljije. Če se vrnemo, torej pravimo, rekli smo, tukaj nenadoma Mendelssohn, preden bi izvedel, kako se imenuje tale dama v nebesih, je prišel en kup zanesenjakov, en kup švermerjev in jo prekinil. Prestrašili smo se in tedaj sem se prebudil. Kaj je bil v budnem življenju ta strašen dogodek, ki tako nasramno prekine to damo? Pri nas je ta dama seveda v nemščini je die Vernunft, se pravi je še vedno dama. Kdo je tisti, ki to idilo, te mokre sanje razsvetljenstva ospravi, sprevrže v spekulativno nočno moro, metafizično nočno moro? Zadeva je z početka videti precej nespektakularna. Mendelssohn že načrtuje spis o značaju Lessinga, ko mu prijateljica Elise Rey-Marus posreduje pismo nekega Friedricha Heinricha Jacobija. Ki se zgolj previdno pozanima, ali je Mendelssohn zares seznanjen z vsemi Lessingovimi nazori glede vere, resnice in podobno. Jacobija Lessinga namreč spoznal malo pred smrtjo v kraju Wolfenbüttel, ime si zapomnimo, in sedaj trdi, da mu je v pogovorih, ki sta jih vodila z Lessingom, le-ta malo pred smrtjo izpovedal, da je v resnici spinozist, rekoč, ni druge filozofije, razen filozofije Spinoze. Tukaj seveda karikiramo, pogovori so bili daljši, začeli so se z Goethejevo pesmico o Prometeju in tako dalje. Ampak zdaj se vprašamo, je to res tako strašno? Na vse zadnje, če se bo že pisalo spis o Lessingovem značaju, je ravno zaradi trdovratne resnicoljubnosti pokojnega Lessinga treba omeniti tudi njegove morebiti manj všečne poteze. In Mendelssohn sprva ni šokiran. Prej celo nasprotno. Domnevni Lessingov spinozizem je najverjetneje ravno proizvod in bistvena sestavina njegovega trdovratno resnicoljubnega, a hkrati zaradi tega tudi pogosto muhavega in vsakovrstni spekulativni gimnastiki naklonjenega značaja, ki ga je Lessing sam opisal takole. Vsega, kar napišem ali izrečem gimnastično, še ne bi prodajal dogmatično. Ali tudi, bolj kot nekdo zagovarja to ali ono, bolj temu nasprotujem. In bolj kot nekdo pobija to ali ono, bolj se počutim poklicanega, da to branim. Mendelssohn je imel vse razloge, da je Lessingov domnevni spinozizem razumel preprosto kot eno od njegovih muh, oziroma kot se v nemščini glasi izraz, eine von seinen Grillen. A naj se je Mendelssohn še tako prepričeval, da gre le za eno od Lessingovih muh, ga je upravičeno obšla zla slutnja, da je v igri nekaj več. Namreč, naključna povezava imen Jacobi, torej ta, ki je domnevno v pogovorih z Lessingom iz njega izvlekel ta njegov prikriti spinozizem, Elise Rey-Marus, se pravi ta posrednica med Mendelssohnom in Jacobijom, in ime Wolfenbüttel, ime kraja, kjer sta Lessing in Jacobi govorila o spinozizmu in tako dalje. Samo ta povezava je Mendelssohnu najverjetneje obudila boleče spomine na stare boje in rane. Mendelssohn z Jacobijem dotlej ni imel pravega odnosa. Znan mu je bil zgolj kot avtor 2 romanov, Voldemar in Alvil, in priložnostih spisov, katerih se je skušal Jacobi uveljaviti kot kritik razsvetljenskega projekta. Ideala, ki ga je utelešal med drugim tudi Mendelssohn. Hkrati je Mendelssohn vedel, da je Jacobi blizu prijateljskemu krogu Johana Kasparja Lavaterja, ki je sicer najbolj znan kot strasten zagovornik fiziognomije, se pravi nauka med povezavo izgleda, med drugim tudi med povezavo recimo oblike lobanje in značaja. Z vidika Mendelssohna pa je bil Lavater predvsem eden od glavnih švermerjev, s katerimi se je pred leti
zapletel v tako imenovani Lavaterstreit, ki ga je skoraj ugonobil. Lavater namreč ni bil le strasten pristaš fiziognomije, temveč prav tako strasten vernik, bil je namreč cvinglijanski duhovnik. In Mendelssohnov značaj, predtem seveda njegov izgled, ki ga celo opiše, poteze Mendelssohnovega obraza, ki so ga tako navdušile, ga je tako zelo navdušil, da si je, podobno kot celotna Nemčija, po zgledu prej omenjene Lessingove drame Die Juden, kjer Lessing predstavi ta vrlikerposten karakter, kjer si rečemo, too good to be true, na koncu se pa izkaže, da je to Žid. Ne? Tukaj, Lavater si je tukaj rekel, ko ob Mendelssohnu, tako zelo ga je nemški Sokrat, Mendelssohn ga je tako navdušil, da si je rekel, too good to be a Jew. Ta človek je preveč dober in ga je poskušal pridobiti na svojo stran. Podrobnosti se ne moramo spuščati. Tukaj omenimo samo, da je Jakobija Mendelssohna je postavil pred dilemo. Bodi si ovrže neko delo, Bonnetovo delo, v katerem dokazuje resnico krščanske vere, ali pa se spreobrne v krščanstvo. Mendelssohn seveda ni mogel storiti ne enega, ne drugega. Ni mogel vreči dela, ki dokazuje resnico krščanske vere, hkrati pa se seveda ni hotel spreobrniti v krščanstvo. Nazadnje se spor ni zares končal. Lavater in Mendelssohn sta se pobotala, javnost je bila še vedno bolj naklonjena Mendelssohnu, toda Mendelssohn je v spor vložil toliko truda, da mu je pričelo pešati zdravje in so mu zdravniki prepovedali kakršnokoli ukvarjanje z višjimi, spekulativnimi, metafizičnimi, mišljenjskimi zadevami. Če je Mendelssohnovo ime Jakobi obujalo boleče spomine na lastne, še ne povsem zaceljene rane, pa je ime Elize Reimarus, torej posrednice med njim in Jakobijem, preko katere sta si dopisovala, obujalo še ne povsem zaceljene bojne rane pokojnega Lessinga. Elize je bila hčer Hermana Samuela Reimarusa, čigar kontroverzne misli o resnici krščanske vere je Lessing izdal med tem, ko je deloval kot bibliotekar v kraju Wolfenbüttel, kjer sta se nazadnje srečala z Jakobijem. Izdaja teh fragmentov je bila povod za tako imenovani Fragmentenstreit, v katerih se je Lessing s pastorjem Goethejem, predstavnikom ortodoksnega luteranstva, prerekal resnici krščanske vere. Lessing je tekom tega spora svojo spekulativno gimnastiko prignal do takšne silovitosti, da so mu oblasti v nekem trenutku celo prepovedale objavljanje. Torej, če imamo na eni strani Mendelssohna, ki je bil samo telešenje zmernosti in spravljivosti, pa je njegov prijatelj Lessing vendarle malo bolj drzen, ko gre za spekulativno gimnastiko, kot jo je imenoval. Torej, je to bil le še razlog več, da Mendelssohn napiše spis o značaju pokojnega Lessinga, kjer bo popravil ta vtis, ki ga je Lessing morda, se pravi ta madež tega spora o fragmentih Reimarusa in tako ubrani čast ne samo Lessinga, ampak njunega prijateljstva nasploh. In na koncu, kot da to še ni dovolj, ali kot bi Angleži rekli, to add insult to injury, je tukaj še preklemani Spinoza. Lessingov prijem v Die Juden bi lahko načeloma uporabili tudi pri Spinozi. Spinoza je malo po smrti je šla v nekem trenutku biografija oziroma se je vedlo, govorilo se je, da je Spinoza kljub temu peklenskemu sistemu, ki ga je skoval, izjemno kreposten in vrel karakter. Ampak to v resnici ni zadoščalo. Spinoza je bil potomec portugalskih Maranov.
se pravi Židov, ki so v nekem trenutku pod inkvizicijo prisiljeni, ki so bili pod inkvizicijo v nekem trenutku prisiljeni spreobrniti se v krščanstvo. Lažno spreobrniti krščanstvo. Kajti na to ob prvi priložnosti so pribegnili v bolj ugodna okolja, v primeru Spinozovih prednikov v Amsterdam. In kot da ta madež hlinjene vere in izgnanstva ne bi bil dovolj, je bil Spinoza naposled izgnan tudi iz amsterdamske židovske skupnosti. In kot da to ni dovolj, je na to še skoval ta svoj peklenski filozofski sistem, ki Boga enači z naravo in mu odreka moč volje, razuma in smotrnega delovanja, ter priznava zgolj slepo delovanje nujnosti. A še pred sporom o spinozizmu je izšel prevod, prvi nemški prevod Spinozove etike. Prevajalec je bil Johann Lorenz Schmidt. In prevod je bil, citiram, napisan z namenom, da ga Spinoze neučeni ljudje ne bodo več imeli za strah prikazen, gespenst, se pravi bau. Temveč se bodo naučili prezirati ali preslišati njegovo strašljivo rožljanje. In nihče manj kot Christian Wolff je v priloženi ovržbi Spinozevega nauka le tega, citiram, z neovrgljivimi mislimi pahnil s prestola resnice. Se pravi, že 20-30 let pred izbruhom tega spora, pred očitkom, da je Lessing spinozist, je teža tega očitka nekoliko zgubila na teži. Nenadoma je bilo mogoče bolj žaljivo, če nekoga označiš za slabega pisatelja. In kot da še vse to ni dovolj, je tragikomično in ironično, da je bil za integracijo Spinoze v veliki meri zaslužen tudi Mendelssohn. In sicer v svojem prvencu Philosophische Gespräche, filozofski pogovori. Pravi takole. Priznajva, da lahko ima kdo drug kot Nemec, in dodajam, tudi nekdo drug kot Kristus, da lahko ima Spinoza velike zasluge za izboljšavo filozofije. Preden je bil možen prehod od kartezijanske k leibnizijanski filozofiji, je moral nekdo strmoglaviti v grozljivo brezno med njima. Ta nesrečna usoda je doletela Spinozo. Bil je žrtev za človeški razum, vendar žrtev, ki si zasluži, da se mu vije lovorove vence. Brez njega filozofija nikdar ne bi tako razširila svojih meja. In Lessing si je na začetku Mendelssohnove kariere z Mendelssohnom celo obetal drugega Spinozo, ki bo prvemu vsem enak le v njegovih zmotah. Ne? Zdaj lahko malce bolje razumemo, zakaj Mendelssohn kljub začetnemu trudu v tej smeri ni uspel na prvi pogled benigne klevete o Lessingovem spinozizmu pomesti pod preprogo kot le ene od njegovih muh. Zato je sprejel Jakobijev poziv na filozofski dvoboj, pri tem pa je vendarle prosil za pojasnila in čas za pripravo. A bolj kot so se vrstila Jakobijeva pojasnila, tako glede zunanjih okoliščin pogovora kot glede vsebine spinozizma, manj je Mendelssohn razumel in vse bolj so ga obhajali sumi, da gre spet za napad švermerjev, pred katerimi pa tokrat ni primoran obraniti le svojega ugleda in časti, temveč krati ugled in čast prijatelja Lessinga, njunega prijateljstva in s tem, mislim, da ne pretiravamo, čast in ugled preomenjenega razsvetljenskega ideala sploh. Vse to pa v okviru debate o filozofiji Spinoze, katere eksegeza zahteva kar največjo mero spekulativnega truda, ki so ga zdravniki Mendelssohnu prepovedali že ob izteku spora z Lavaterjem. Mendelssohn je tako odložil spis o Lessingovem značaju in se odločil, da bo prehitel Jakobija in bo spinozizem, seveda brez izrecne omembe korespondence z Jakobijem, to mu je obljubil, predstavil na način, ki bo nevtraliziral njegovo strupenost, preden bi lahko Jakobij objavil vsebino pogovorov z Lessingom in svoje branje Spinoze. Plod tega prizadevanja so preomenjene jutranje ure, pogovori o bivanju Boga, predavanja o bivanju Boga, iz katerih smo si sposodili Mendelssohnove sanje.
A tokrat Božja previdnost Mendelssohnu žal ni bila naklonjena. Zaradi komunikacijskega šuma, ki ga gre v veliki meri pripisati temu, da sta si dopisovala preko tretje osebe, Elise Remarus, je Jacobi dobil napačno informacijo, da Mendelssohn na skrivaj piše delo, v katerem bo njega Jacobija prikazal kot spinozista. Ne bodi galen, je Jacobi želel prehiteti Mendelssohna, na hitro je zložil delo, nekakšen kolaž, ki je zajemal osebno korespondenco z Elise Remarus in Mendelssohnom, vključno z zloglasnimi pogovori z Lessingom, eksegezo filozofije Spinoze in Jacobijev protistrup spinozizmu. Ta kolaž je pod naslovom o nauku Spinoze v pismih na gospoda Mojzesa Mendelssohna izdal jeseni leta 1785. Ko je Mendelssohn odprl knjigo, je verjetno dokončno izvedel, da ne bo več možno spravljivo in zmerno interpretirati Lessingovih zadnjih besed. Njegovega Rosebud, nobene druge filozofije ni razen filozofije Spinoze. Če je namreč prej Spinoza nastopal predvsem kot Liebestörer, kot Nemci imenujejo nekoga, ki se urine v ljubezensko razmerje in ga zmoti, torej, če je bil prej Spinoza Liebestörer, ki se je vrinil v Mendelssohnovo prijateljstvo z Lessingom, pa zdaj v Jacobijevem delu dobesedno uresniči Mendelssohnovo nočno moro. In sicer v 3 točkah. Še preden Jacobi prikaže svoje branje spinozizma, zada precej podel in nizek udarec. Med opisom pogovorov z Lessingom namreč omeni tudi, da je Lessinga v nekem trenutku povprašal, ali je Mendelssohn seznanjen z njegovimi resničnimi nazori, in bojda je Lessing odgovoril ne, oziroma ali si mu kdaj izdal Mendelssohnu tvoje resnične nazore, je odgovoril nikoli. Drugič, Spinoza oziroma spinozizem, kot ga prikaže Jacobi, zaenkrat se ne sprašujemo, ali je tukaj eksegeza Spinoze, Jacobijeva eksegeza Spinoze ustrezna ali ne, ali je Lessing dejansko zagovarjal tak sistem. Poskušali ga bomo v grobem in karikirano opredeliti kot filozofski sistem, ki ruši Mendelssohnove sanje, njegov ideal. In sicer Jacobi tukaj karikiramo. Spinozizem ni drugega kot čista, neokrnjena izpeljava načela zadostnega razloga oziroma njegove negativne različice iz nič ni nič. Se pravi, karkoli je, če razumno spoznavamo, z razumom spoznavamo, moramo zmeraj navesti, zakaj stvari so tako, kot so. In vsaka stvar, ki je, mora očitno imeti nek razlog, da je, kajti iz nič ni nič. V skladu s tem načelom, po katerem nič ne more nastati iz nič, Spinoza kot temelj, kot začetek in konec svojega sistema postavi večno in nespremenljivo prabit, ki jo imenuje Bog ali substanca ali narava. Ta prabit, substanca, narava ali Bog, po sebi ni ne razsežen, ne misleč. Se pravi, ni ne materialen, ne idealen. Temveč sta razsežnost, materialnost, telesnost in mišljenje le 2 od njegovih neskončno mnogih lastnosti, ki sta pač dostopni človeškemu spoznanju in ki sta enako večni in nespremljivi kot ta substanca sama. Ker ni ničesar, kar bi bilo zunaj te prabiti, substance in tako dalje, je tudi svet, v katerem živimo, čutimo, spoznavamo, želimo in delujemo, svet rojstva in smrti, svet, v katerem se Mendelssohn in Jacobi prerekata glede Lessingovega spinozizma, skratka, postajanje, vse to je znotraj te prabiti, znotraj Boga. To postajanje, spreminjanje, porajanje končnih reči ene iz druge je podvrženo isti nujnosti, po kateri substanca ali narava ali Bog je. Postajanje potem takem ni drugega kot neskončna veriga končnih reči, ki drugo porajajo po zakonih mehanske nujnosti. Spinozizem, kakor ga predstavi Jacobi,
je fantazmagorična in preveč dobesedna uresničitev sanj razsvetljenstva. Je filozofski metasistem, kateremu samem temelju sopadeta tako stara šolska metafizika, Leibniz, Wolfovska metafizika, kot fizika, naravoslovje in na perverzen način tudi praktična filozofija, morala in religija. A pač za ceno tega, da tukaj ni prostora ne za svobodno delovanje v skladu z nameni in smotri, ne za vero v Boga, kot bitja, ki je po svoji neskončni modrosti svet obral v prid človeštvu. Pristanemo torej v fatalizmu in ateizmu. Jakobi zadevo opiše takole. Če so vse posod samo učinkujoči vzroki in nobenih končnih vzrokov, smotrov, namenov, potem zmožnost mišljenja v vsej naravi ni drugega kot opazovalec. Ves njen posel je, da spremlja učinkujoče moči mehanizma. Rečeno drugače, ker spoznavajoči duh ni neka posebna bitnost, poleg telesa oziroma teles, ampak sta tako duh kot telo različna vidika ene in iste večne substance in podvržena isti mehaniki, spoznanje preprosto ni drugega kot isto dogajanje na ravni razsežnosti. Newtonova mehanika gibanja teles, na primer, ni drugega kot dosleden odraz nujnosti substance, a pač z vidika atributa razsežnosti. In spoznavanje te mehanike ni drugega kot dejavnost mišljenja, kot ista mehanika, ampak pač z vidika atributa mišljenja. In Jakobi navaja posledice tega peklenskega nauka. Izumitelj ure je v bistvu ni izumil. Le opazoval je njen nastanek iz slepo razvijajočih se moči. Prav tako Rafael, ko je ustvaril atensko šolo, in Lessing, ko je spesnil svojega Natana. Isto velja za vse filozofije, umetnosti, oblike vladavin, vojn, na kratko za vse mogoče. Zgolj verjamemo, da delujemo iz jeze, ljubezni, velikodušja ali izumnih odločitev, gola utvara. V vseh teh primerih je pravzaprav tisto, kar nas vzgiblje, nekaj, ki vsem tem ničesar ne ve in ki je do te mere preprosto prikrajšan za občutke in misli. In tretjič, Jakobi, čeprav to nikakor ni bil njegov namen, opraviči Mendelssohnove sume, da gre za napad švermerjev. V delu Jakobi sam pove, da je spinozizem zanj le skočna deska za njegov, kot ga imenuje, salto mortale. In ki so ga kasneje, ne povsem neopravičeno, razumeli preprosto kot skok v vero. Jakobi reče vera v resnično, in v skladu s tem Lessingov Rosebud, njegov ni druge filozofije, razen filozofije Spinoze, razširi v ultimat. Kdor za resnično metodo spoznanja priznava le razumsko spoznanje, v skladu z načelom protislovja in načelom zadostnega razloga, po zgledu matematično-logičnih resnic, mora postati spinozist oziroma fatalist. Saj spinozizem ni drugega kot dosledna izpeljava logične rabe razuma. Kdor pa tega ne more sprejeti, mora postati antipod Spinoze. Naša okvirna zgodba spora se tukaj skoraj da konča. A za trenutek se vrnimo k Mendelssohnu, ki je bil, milo rečeno, šokiran. Realnost dela, ki ga je izdal Jakobi, je verjetno še presegla njegovo preomenjeno nočno moro, kot smo pravkar opisali. In konča se, naša okvirna zgodba spora se konča okoli novega leta. To je 1785-1786. Hegel je bil tedaj že popoln najstnik. 31. decembra na Silvestrovo leta 1785, pravijo, da je to bil eden najbolj mrzlih dni stoletja, je Mendelssohn nestrpno čakal na sončni zahod. Bila je namreč sobota in kljub vsej nuji je še vedno spoštoval zapovedi svoje vere. Pozno popoldne se je odpravil k založniku Fossu,
da odda rokopis svojega odgovora, svojega zadnjega odgovora, kot se bo izkazalo glede spora o spinozizmu, delo z naslovom An die Freunde Lessings, Lessingovim prijateljem. Tako zelo se mu je mudilo, da je pozabil obleči plašč. Ko se je vrnil, je bil sicer zadovoljen, da se je odrešil tega bremena, tudi ni se počutil dobro. Zbolel je in le par dni zatem, 4. januarja leta 1786, umrl. Kot rečeno, se tukaj okvirna zgodba spora o spinozizmu uradno konča. Kar nas zanima v nadaljevanju, je preprosto skica dogajanja, ki je spor o spinozizmu postopoma sprevrgla v nočno moro in ki je spor o spinozizmu sprevrgla v debato, ki je pravzaprav zdaj, kot vemo, temeljni del razprave o nemškem idealizmu. Rečeno drugače, zanima nas, kako se ta zgodba v nadaljevanju naveže na Hegla oziroma kako Hegel na koncu stopi to štorijo. Zadeva je takšna. Jakobi se do smrti vztraja pri svojem ultimatu. Le da bo na strani, kjer je zagovarja spinozizem, ta spinozizem oziroma ta strahotni scenarij zadobiva vse bolj in bolj srhljive in fantazmagorične razsežnosti. Da vidimo, kako se je zadeva nadaljevala, moramo za trenutek skočiti nazaj, v čas začetka spora. Medtem, ko se je kuhal spor o spinozizmu, je išlo delo s precej suhoparnim naslovom Kritika čistega uma, ki je po eni strani kritika stare šolske, Leibniz-Wolfovske metafizike, po drugi strani pa poklon razsvetljenskemu idealu ali poskus, kako obraniti čast uma in preprečiti, da mišljenje zablodi in pristane, tukaj se spet vsiljuje izraz, v švermeraj. Avtor dela, tedaj že skoraj 60-letni Immanuel Kant, je bil s potekom spora o spinozizmu seznanjen z prve roke in je sprva do neke mere celo simpatiziral z določenimi vidiki Jakobijevega napada, tako da si je Jakobi v njem celo obetal zaveznika v boju. Kant je naposled javno opredelil svoje stališče v spisu, kaj pomeni orientirati se v mišljenju. Eden od povodov za javno zavzetje stališča je bilo spodbujanje strani berlinskih razsvetljencev, zaveznikov Mendelssohna, se pravi njegove skupine, naj se končno reši objema švermerja Jakobija. Zgolj kot fusnota, švermeraj je stalni spremljevalec Kantove filozofije, mogoče najbolj znano delo, v katerem se ukvarja švermeraj, spopade švermeraj, je 15 let pred kritiko izdano delo o sanje duhovica, pojasnjene sanjami metafizike, ki se ukvarja z Emanuelom, soimenjakom Emanuelom Swedenborgom, ki je tedaj trdil, da se v mislih z duhom prosto premika med peklom in nebesi in se pogovarja z angeli, hudiči, z duhovi umrlih in tako dalje. No, v tem spisu, ne v tem spisu o sanjah duhovica, v spisu, kaj pomeni orientirati se v mišljenju, se Kant proti vsem možnim skokom in poletom, ki se odpovedo avtoriteti uma, izreče na stran mišljenja, ki se opira zgolj na zakone uma, ki si jih poudarja, postavi sam. Tej konstelaciji je bolj ali manj nujno, oziroma vsaj takrat je bilo videti nujno, da bo Kant v
v nadaljevanju spora, tukaj več strogo gledano ne gre več za spor o spinozizmu. Ampak očitno je bilo, Kant se je opredelil proti Schwärmerjem za jasno je bilo, da bo Kant bolj ali manj nehote primoran zasesti mesto Mendelssohna. Tukaj je majhna digresija. Glede kritika čistega je v času izdaje pravzaprav ni bila deležna pravega sprejema. In sicer zato, ker je bila ključno z Mendelssohnom. Mendelssohn je eden od tistih, ki je knjigo preprosto odložil, ker se mu je zdela pretežko razumljiva. Knjiga je bila takratnim bralcem preprosto nedostopna. Ne nedostopna v smislu, da je niso mogli kupiti, nedostopna glede načina obravnave, glede vsebine, s katero se ukvarja. In lahko tvegamo hipotezo, da sta pravzaprav ravno Jakobi v veliki meri, Jakobi, o katerem bomo pravkar govorili, Jakobijeva gesta, s katero Kanta nenadoma primoral to, da na nek način uradno zasede mesto Mendelssohna v nadaljevanju spora, in pa Reinhold. Reinhold, ki je začel ravno v tem času, se pravi 85-86, pisati pisma o Kantovi filozofiji. In teh pismih, zato da nadaljujemo našo linijo Schwärmerei, Reinhold pravi: topoglavi Schwärmerji in hladnosrčni sofisti si dandanes bolj kot kadarkoli prizadevajo na roševinah te znanosti, metafizike, stare metafizike, na novo podpreti stare sisteme praznoverja in brezverja. In na to kasneje v nadaljevanju celo govori, da tukaj smo, če se spomnimo Mendelssohna in njegovega ideala sprave, ki smo ga v nekem trenutku imenovali kot sprava v zadnji instanci med potrebami srca in potrebami glave. Ta diada je pri Reinholdu tako zelo ključna, da v nekem trenutku celo postavi dva mejnika človeškega spoznanja. Eden je Kristusov evangelij čistega srca in drugi je Kantov evangelij čistega /glave. In predvsem Reinholdova zasluga je, da je Kantova kritika v nekem trenutku, seveda, če nekdo reče, da je Kristusov evangelij čistega srca nekaj, čemur manjka še ta dodatek evangelija čistega je verjetno jasno, da je s tem, zlasti v času, v katerem je malo pred sporom o spinozizmu, oziroma nekje v začetku, malo pred sporom o spinozizmu je približno 80% vseh objav, vseh knjižnih objav je zadevalo vprašanje religije. Se pravi, vse drugo, beletristika, teorija in tako dalje, so si delili tistih 20%, kar pomeni, če nekdo sporeja Kristusov evangelij čistega srca in Kantov evangelij čistega potem je to dobra reklama. Še boljša pa je seveda Jakobijeva. In uradno se fronta boja v puščavo Kantove filozofije premakne leta 87 z Jakobijevim delom David Hume o veri ali idealizem in realizem. Delo je sicer v prvi vrsti obramba Jakobija pred očitki, da zagovarja slepo vero in se požvižga na avtoriteto skratka obramba pred očitki, da je Schwärmer. Na zadnjih par straneh tega dela, v dodatku z naslovom o transcendentalnem idealizmu, pa Jakobi predstavi svoje razumevanje Kantove filozofije ali raje svojo težavo razumevanja Kantove filozofije. V nadaljevanju nas bo zanimala le srž Jakobijevega očitka, tukaj se niti približno ne moremo spuščati v razpravo o Kantovi filozofiji in tako dalje.
tako da bomo celotno zadevo precej karikirali, zato da lahko predstavimo srž Jakobijevega očitka. In prikažemo, kako je Jakobi ta scenarij spinozizma, ki je očitno s fatalizmom že dovolj mračen in fantazmagoričen, še dodatno zaostril in ga naredil še bolj mračnega. Če zelo poenostavimo, je Jakobijev argument približno takšen. Kant zagovarja transcendentalni idealizem. Beseda transcendentalni pomeni, da gre v tem idealizmu za pogoje možnosti človeškega spoznanja nasploh, oziroma za način, kako vzpostaviti kriterij, po katerem je mogoče ločevati med spoznanjem in golimi umisleki, kjer se nam spet vsiljuje izraz švermeraj. Torej, kako spoznanje ločiti od golega sanjarjenja in beganja fantazije. In sicer, in tukaj je ključno, Kantu gre za ta kriterij, za vzpostavitev takšnega kriterija, ločevanja, na tak način, da se pri tem opiramo zgolj in edino na avtoriteto in zakone lastnega uma. V skladu s tem je človeška spoznavna zmožnost grobem razdeljena na 3 dele. Čutnost, razum in naposled sam. Beseda idealizem, v besedni zvezi transcendentalni idealizem, se navezuje na način, kako Kant preseka gordijski vozel dileme, ali je glavni izvor človeškega spoznanja čutnost, torej predmeti zunaj nas in naši čuti, s katerimi jih zaznamo, ali duh, razum, dejavnost mišljenja. To gesto se sicer pozna pod imenom Kantovega kopernikanskega obrata. In sicer gre za to, da razliko med čutnostjo in mišljenjem, med čutnostjo, torej razliko med čutnimi predmeti, vključno s čuti, ki jih zaznavajo, na eni strani in mišljenjem, ki te podatke procesira, to razliko predstavi spoznavajoči subjekt sam. Tako čutnost kot mišljenje, oziroma razum, kot ga imenuje, sedaj nastopata kot različni vrsti predstav znotraj spoznavajočega subjekta. Se pravi, sta zgolj predstavi spoznavajočega subjekta, pri čemer se čutne predstave imenujejo vzori, razumske predstave pojmi. Ta sistem je torej idealizem, ker se dejavnost spoznavanja odvija v sferi duha. Dalje, razum je sicer sam, brez primesi čutnosti, zmožen prispeti do spoznanj logične narave, v skladu z načelom protislovja. A Kantu gre predvsem za spoznanja, ki združujejo oboje. Čutnost in razum, vzore in pojme, in jih zaradi tega imenuje sintetične. Najimenitnejši zgled teh spoznanj je prej omenjena Newtonova mehanika oziroma naravoslovje nasploh, ki izsledke opazovanja čutnega sveta spravi do pojma, torej v obliko obče veljavnih zakonov. Pogoje možnosti obče veljavne kriterije, trdi Kant, je mogoče utemeljiti a priori, torej zgolj opirajoč se na avtoriteto lastnega uma. Ker gre tukaj za spoznanja, ki združujejo dvoje povsem različnih virov, čutnost na eni strani in razum na drugi strani, je rešitev lahko le nek temelj, v katerem sta oba že združena. Po predpostavki transcendentalnega idealizma pa je edino, kar oba združuje, to, da sta oba v zadnji instanci predstavi spoznavajočega subjekta, torej predstavi neke zavesti. No, sleherni zavesti pa je na delo neka dejavnost, ki uteleša združitev na videz nezdružljivega s pravom med objektom in subjektom spoznanja, in to je samozavedanje, ki ga Kant imenuje s precej zastrašljivim izrazom izvorna sintetična enotnost apercepcije. In pravi, citiram, in tako je sintetična enotnost apercepcije, izvorno samozavedanje, najvišja točka, na katero moramo navezati vso rabo razuma, celotno logiko in v skladu s tem transcendentalno filozofijo, še več, ta zmožnost je razum sam. S tem je torej podan temelj razumskega spoznanja, vendar je treba za to tudi plačati ceno, ker je razlika med čutnostjo in razumom predstavljena v duha spoznavajočega subjekta, se spoznanju izmuzne, kot jo imenuje Kant, reč na sebi. Po predpostavki transcendentalnega idealizma je namreč predmet spoznanja lahko le predstava. O tistem, kar je zunaj duha,
spoznavajočega subjekta in porodi te predstave, pa ne moremo vedeti ničesar. V skladu s tem, Kant pravi, da lahko spoznamo le pojave, ne pa reči na sebi. In tukaj nastopi Jakobijev očitek, ki ga lahko povzamemo takole. Reč na sebi je po eni strani nujno potrebna, da ohranja razliko med čutnostjo, ki dobavlja material za spoznanje, in razumom, ki ga povzdigne na raven pojma, občosti. Ako tako vstopimo v Kantov sistem, izvemo, da je razlika med čutnostjo in razumom le razlika med dvema vrstama predstav, ki zaradi svoje izvorne enotnosti zadoščata za utemeljitev možnosti spoznanja. Predpostavka reči na sebi pa je zgolj opozorilo, da spoznavamo le pojave, ne pa resničnega samega. Reč na sebi nam je torej omogočila vstop v sistem, a izgine, čim se enkrat nahajamo v njem. Jakobi pravi takole. Kantovski filozof povsem zapusti duha svojega sistema, če za predmete pravi, da v čutih puščajo vtise, s tem vzbudijo občutke in na ta način proizvedejo predstave. Kajti po Kantovem nauku se empirični predmet, ki je zmeraj le pojav, ne more nahajati zunaj nas in biti še kaj drugega kot predstava. V nekem drugem spisu kasneje zadevo formulira še malce bolj jasno in pravi, da je kritika čistega uma preprosto purgativ, odvajalo za spoznavno zmožnost. Pravi, napaka Kantovega protistrupa materializmu, torej predpostavki, da so stvari zunaj nas, ki delujejo nas in tako dalje, je njegova vse prevelika moč. Čutnost namreč očisti do te mere, da po tem očiščenju povsem izgubi značaj zaznavne zmožnosti. Spoznamo, da s čuti ne spoznamo ničesar resničnega in posledično tudi ne z razumom, ki bi se naj v skladu s tem naukom nanašal samo na to čutnost in ki bi brez materijala, ki mu ga lahko dostavi samo ona, ostal čisto prazen in brez početja. Jakobi torej Kanta postavi pred dilemo, ali ohrani predpostavko reči na sebi in se tako zaplete, kot pravi Jakobi, neizrekljiva protislovja, ali pa se, kakor zahteva pogum doslednega mišljenja, odpove te predpostavke in pristane v kje natanko. Jakobijev odgovor je preprost. Transcendentalni idealist mora torej imeti pogum, da zagovarja najskrajnejši idealizem, kar jih je kdaj bilo, in ustrašiti se ne sme niti očitka spekulativnega egoizma. Kajti čim bi se hotel otresti samo tega očitka, ne bi več mogel braniti svojega sistema. Spekulativnim egoizmom Jakobi meri na tako imenovani solipsizem. To je stališče, da obstaja zgolj duh, mišljenje, misleče bitje ter njegove misli in predstave in popolnoma nič drugega. In pravzaprav ima Jakobi tukaj prav. Če namreč odmislimo reč na sebi, potem nam res ne preostane drugega kot predstave, katerih temelj je v zadnji instanci zgolj zavest poznavajočega subjekta. Kar zadeva našo zgodbo spora o spinozizmu, torej vse kaže, da je Jakobi ob branju Kantove kritike čistega uma dilemo le malček, svojo osnovno dilemo, le malček modificiral in sicer dilemo ali razumsko spoznanje na način spinozizma, ki vodi fatalizem, ali moj salto mortale, tretjega ni, se zdaj glasi ali solipsizem, se pravi razumsko spoznanje, ki vodi do solipsizma, ali moj salto mortale, tretjega ni. Kant ni nikdar podal jasnega odgovora na Jakobijevo dilemo, ni sicer umrl, še ne kot Mendelssohn, ampak bil je vseeno že v letih in se nikoli do smrti se nikdar ni jasno opredelil glede Jakobijeve dileme. Ampak Jakobi je zadevo nadaljeval. Tukaj je namreč majhen poudarek, kjer reče, transcendentalni idealist mora torej imeti pogum, da zagovarja najskrajnejši idealizem, kar jih je kdaj bilo, in ustrašiti se ne sme niti očitka spekulativnega egoizma. Ne pravi torej, da je spekulativni egoizem nujno tisto najhujše, kamor vodi zadeva. Se pravi, zanima nas v nadaljevanju, na kak način je solipsizem povezan z očitkom spinozizma. Eden od prvakov francoskega razsvetljenstva, Diderot, nekje pravi, da je solipsizem najabsurdnejši vseh sistemov, a ga je v sramoto človeštvo najtežje premagati.
Mimo grede, deklariranih, vnetih pristašev tega nauka v zgodovini skoraj da ne najdemo. Večinoma se najdejo avtorji, ki so jim očitali solipsizem, nihče ga ni zares zagovarjal in razlog je pravzaprav preprost, to je pravzaprav izvrstna interpretacija Mirana Božovića, razlog je preprost, zato ker tisti redki, res vneti solipsisti, prepričani solipsisti nimajo nobenega razloga, da bi sploh opisovali svoj nauk, saj ni drugega kot ves svet, je samo modifikacija njihovega lastnega duha. Zakaj bi torej komorkoli sploh razlagali resnico tega sistema? To pomeni, da bi razlagali resnico svojega sistema zgolj modifikaciji svojega lastnega duha. Ampak, kljub tej absurdnosti tega sistema, pa je na vse zadnje ironično, če ne celo grozljivo, da zasnovo tega najabsurdnejšega vseh sistemov najdemo v prasceni celotne novoveške filozofije. In sicer, če malce pretiravamo, ob rojstvu slavnega, mislim torej sem. Tukaj karikiramo. Descartes je, mislim torej sem, predstavil v svoji razpravi o metodi. Tukaj navajamo bolj slikovit prikaz, kjer Jakobi ne izreče tega mislim, torej sem, ampak v meditacijah, govorimo o meditacijah, kjer se Jakobi v nekem trenutku znajde natanko na poziciji solipsizma, oziroma vsaj na odskočni deski, Descartes, se opravičujem, ne? In sicer tukaj pravi, ta odlomek je več kot slavn, zdaj bom zaprl oči, si zatisnil ušesa, odvrnil vse čute, iz zavesti bom zbrisal tudi vse predstave o telesnih stvareh ali jih, ker je to komaj da mogoče, vse štel za prazne in lažne. Samo s seboj bom govoril, se zazrl globoko vase in skušal polagoma postajati sam sebi bolj domač. Sem misleča stvar, se pravi stvar, ki dvomi, zatrjuje, zanikuje. Nekaj malega razume, marsičesa ne ve, ki hoče, noče, si tudi predstavlja in čuti. Čeprav namreč, kot rečeno, reči, ki jih čutim ali si jih predstavljam zunaj sebe, niso nič, vendar zagotovo vem, da v meni so tisti načini mišljenja, ki jih imenujem občutke in predstave, kolikor so zgolj neki načini mišljenja. Descartes si kasneje sicer hitro povrne gotovost glede obstoja zunanjih reči, vključno z obstojem Boga, a njegov dvom je vendarle pustil globoko sled. In nihče drug kot Spinoza ponudi elegantno rešitev celotne težave, a zaradi razpitosti avtorja in radikalnosti, s katero jo predstavi, te rešitvi pač ni bilo usojeno postati kamen modrosti. Spomnimo se, Spinoza kot temelj svojega sistema postavi neskončno substanco, prabit, Boga, naravo, ki je tako razsežna, čutna, telesna, kot tudi misleča. Spinozizmu torej sploh ne more nastopiti problem dvoma glede obstoja čutnih reči zunaj mišljenja. Njegovem sistemu vse, kar se dogaja na ravni enega atributa, neposredno ustreza istemu sosledju na ravni drugega atributa. Mimo grede tukaj mogoče za poudarek, Jakobi sicer na začetku branja Spinoze še upošteva to, kar je verjetno še bolj čudaško kot solipsizem, in sicer, da sta razsežnost in mišljenje pri Spinozi zgolj dva od neskončno mnogih atributov. In to sta pač dva, ki sta dosegljiva nam, končnim umnim bitjem, človeškemu spoznanju so dosegljiva. Se pravi, v osnovi jih je, po definiciji jih je neskončno mnogo. Zgolj kot poudarek, to kasneje več ni toliko pomembno tudi v tej debati, ne, ampak je zanimivo, da ta podatek, ki je precej očiten, ta poteza Spinozovega nauka je precej očitna, preprosto zgine. Spinoza je torej dolgo pred Kantom svojim sistemom ponudil rešitev,
ki je na las podobna Kantovi rešitvi z izvorno sintetično enotnostjo apercepcije oziroma samozavedanjem. Namreč izvorno enotnost, pri Spinozi je to Bog, pri Kantu pa samozavedanje. Izvorno enotnost, v kateri sta objekt spoznavanja in spoznavanje izvorno objekt spoznavanja in subjekt spoznavanja izvorno poenotena. Jakobi pograbi to elegantno rešitev in kasneje celo pravi, da je le malo manjkalo, da bi Spinoza storil ta zadnji korak in svoj sistem sprevrgal v transcendentalni idealizem. Edino, kar bi bil moral storiti, je, da bi svoj sistem obrnil na glavo. Kaj to pomeni? Jakobi tukaj Spinozo bere kot spekulativni materializem, rečemo. Se pravi, bere ga, odšteje vse te neskončne atribute in reče, imamo ta neskončna substanca, predstavljam si ga, on reče kot kocko. In spodnja ploskev reče, to je ta osnovna, temeljna ploskev, to je razsežni atribut razsežnosti, telesnost, čutnost in tako dalje. Zgornji del je atribut mišljenja, je spoznavanje. In Jakobi reče, ampak vse ta celoten sistem, celoten Spinozov sistem ni drugega kot plod nekoga, ki je želel do konca misliti načelo zadostnega razloga, se pravi, ni drugega kot dosledna izpeljava logične rabe razuma, razumskega spoznanja. Se pravi, torej bi tudi spinozizem sam od sebe mora v nekem trenutku priznati, da ta spodnja plat v resnici zanj ni dostopna. Torej, spinozizem bi se moral obrniti. Se pravi, ta osnovna plat bi morala postati misleča substanca. Kar seveda ne pomeni drugega in ta druga, ta bi se razblinila. Zakaj? Zakaj bi se razblinila? Jakobi je tukaj precej patetičen, ampak ima po svoje prav, ko govori o naravoslovju, o razumskem spoznanju, o logičnem spoznanju, nekje pravi, pogoj naravoslovja, pogoj kakršnega koli razumskega spoznanja je, da lahko kvalitete spremenimo v kvantiteto. Se pravi, v nekaj, kar je mogoče spraviti pojmovna razmerja, in to je, Jakobi potem pretirava in tukaj je patetičen, reče torej, razumsko spoznanje, in tukaj pravzaprav karikira Kanta, gre takole, najprej pridejo čutni podatki in karkoli že tisto je v osnovi, mora postati najprej zgolj nek vtis, občutek, neka predstava, čutna predstava. In to podoba, ji pravi on, treba je spremeniti v podobo, ne v resnično stvar. In to podobo, pravi, potem je treba še dalje pokvečiti v pojme in v pojmu pomenijo je treba popolnoma uničiti, da izgine. Zakaj? Kot rečeno, zato ker je kakršnakoli predpostavka neke reči na sebi skregana s Kantovo predpostavko na samem začetku, da gre v tem sistemu, da gre v razlike med čutnostjo in razumom zgolj za razliko med dvema vrstama predstav. In tukaj Jakobi potem nadaljuje in reče, spinozizem sam bi se pravzaprav moral sprevreči v nekem trenutku. Tukaj mimo grede pokveči lastno branje Spinoze. Pri Spinozi, kot rečeno, prave primarnosti atributov ni. Ampak, kot še enkrat, Jakobi vendarle ima dobro poanto, ko reče, ampak celoten sistem ni drugega kot plod razumskega prizadevanja po spoznanju, se pravi, da je ta materialna plat, ki jo predpostavlja, v resnici zgolj nekaj predpostavljenega. Se pravi, da v osnovi, recimo, da je tukaj mogoče celo dopustiti to branje Spinoze. To puščamo ob strani, v vsakem primeru, Jakobi reče, če se to obrne, potem dobimo nenadoma tudi pri Spinozi, spinozizem postane preprosto to, kar smo imeli prej, prabit in tako dalje, ki sledi mehaniki nujnosti, neskončno verigo. Dobimo popolnoma enako stvar, le s to razliko, da je tukaj vse zgolj v atributu mišljenja. Se pravi solipsizem.
Ampak, in tukaj Jakobi precej prebrisan, Jakobi se obesi na opombo, kateri Kant v nekem trenutku govori, da je tudi samozavedanje treba v nekem trenutku, da je tudi na lastno samozavedanje, na empirično samozavedanje, na empirično sebstvo, treba aplicirati isto pravilo, po katerem imamo opravka zgolj s pojavi, ne z rečjo na sebi. In Kant pretirava in reče, Kant bi moral v oziru na to mislečo substanco storiti isto kot solipsist v oziru na razsežno substanco. Z rečjo na sebi bi moral zavreči tudi obstoj neke misleče substance, nekega nasebnega mislečega bitja. In Jakobi, ko pretirava, pravi takole, in jaz, moje vse, sem nazadnje zgolj prazno slepilo nekega nekaj, prazna forma forme, prikazen, tako kot drugi pojavi, ki jih imenujem reči, tako kot vsa narava, njen red in njeni zakoni. In ta ekstremni, ta solipsizem tukaj v resnici težko govorimo o solipsizmu in izraz, ki ga Jakobi tukaj, zakaj težko govorimo o solipsizmu, saj solipsist nikdar ne dvomi o tem, da je vsaj on sam nekaj obstoječega, nekaj nasebnega. Tukaj pa imamo opravka s solipsizmom, kjer izgine sama substanca. Jakobi reče, to je kot adjektiv brez substantiva, je kot pridevnik brez samostalnika. In temu Jakobi na koncu reče nihilizem in to malo ob prelomu stoletja očita Fichteju. V sporu, ki je postal kasneje znan kot ateizmoštrajt, takoj bomo videli, zakaj se ponovi ta očitek ateizma, ampak v resnici je tisto, kar je bolj ključno, vsaj z filozofskega vidika, je očitek nihilizma. Vse tukaj nihilizem v resnici pomeni kot do konca mišljen solipsizem, v katerem zgine celo misleča substanca sama. In mimogrede, to je tudi ena od prvih priložnosti, Jakobi sicer ni prvi, ki uporabi ta izraz, je pa med prvimi in absolutno tisti, ki je verjetno daleč, vsaj za tisti čas, najbolj zaznamoval besedno nihilizem in jo vpeljal v občo rabo. In skratka, ko Fichteju očita nihilizem, pravi takole. Filozofiranje čistega uma mora torej biti kemični proces. Kemični proces je ta, ker razum mora vse spremeniti najprej iz kvalitete v kvantiteto, iz podobe, iz občutkov, iz čutnih stvari v gole podobe, utvare, pojme. Ne? Filozofiranje čistega uma mora torej biti kemični proces, pri katerem se vse spremeni v nič. In tukaj doda razen njega samega, ki edini preostane, ampak potem pa nadaljuje, a tudi svoj lasten stvarnik je lahko le pod omenjenim občim pogojem. Mora se uničiti, da lahko nastane samo v pojmu. V pojmu nekega čistega, absolutnega izhajanja in uhajanja, izvorno, iz niča k niču, za nič v nič. Jakobi bo kasneje ta nihilizem prikazoval, ilustriral z malo ne ešerjevskimi podobami. Naprimer, nogavica, ki plete samo sebe, domišljija in razum, ki sta drug drugemu starša, ki drug drugega incestuozno porajata, žretje, v katerem je absolutno eno, tisto, kar je žrto in tisto, kar žre. Ampak naposled se je potem upehal tudi Jakobi in pravi takole na koncu. In tukaj bomo končali zadevo in bomo pokazali, na kak način se na koncu Hegel vklopi v našo štorijo. Jakobi se je upehal in je na koncu dejal takole. Razlika med menoj in Heglom je v tem, da Hegel preko spinozizma, ki je tudi njemu zadnji resnični rezultat mišljenja, do katerega mora priti vsako konsekventno filozofiranje, pride do sistema svobode. Po neki le še višji, a obenem isti,
torej v bistvu tudi ne višji poti mišljenja, brez skoka, jaz pa le preko skoka. Morda ima prav in zelo rad bi z njim še enkrat preizkusil vse, kar zmore moč mišljenja sama od sebe, če le ne bi bila glava starca preslabotna za to. In Hegel, in s tem bomo tukaj končali, Hegel povzame ta očitek nihilizma, a za Hegla je to preprosto zgolj moment. In pravi takole, navajamo iz njegovega spisa Glauben und Wissen, v katerem se ukvarja s filozofijo Kanta, Jakobija in Fichteja. In pravi takole, Jakobi pravi, Bog je in je zunaj mene, živo, zase obstoječe bitje, ali pa sem jaz Bog, tretjega ni. To je Jakobijev očitek, odtot očitek ateizma, niti ne ateizma, še huje, pač strahotnega bogokletstva se je očital, da se mora Fichte odločiti, ali se v nekem trenutku svojim skrajnim nihilizmom ne naredi sam za Boga. In pravi, torej, Jakobi pravi, Bog je in je zunaj mene, živo, zase obstoječe bitje, ali pa sem jaz Bog, tretjega ni. Hegel pravi, obstaja tretje, pravi nasprotno filozofija in filozofija je s tem, da tretje je. In na to nadaljuje, da je v filozofijah Kanta, Fichteja in Jakobija mišljenje spoznano kot neskončnost in negativna stran absolutnega, čisto uničenje nasprotja ali končnosti, a hkrati vir večnega gibanja ali končnosti, ki je neskončna, se pravi, ki se večno uničuje. In iz tega niča, iz te čiste noči se vzdigne resnica, kot iz skrivnostnega brezna, ki je njen rojstni kraj. In na koncu zaključi celotno zadevo, pravi, čisti pojem pa, ali neskončnost, kot brezno niča, v katerem potone vsa bit, pa mora neskončno bolečino, občutje, na katerem temelji novejša religija, Bog je mrtev, označiti kot moment, a tudi nič več kot moment najvišje ideje. Filozofiji mora ponovno vzpostaviti idejo svobode in s tem absolutno trpljenje ali spekulativni veliki petek vsej resnici in neizprostnosti njegove brezbožnosti. In le tako lahko in mora priti do vstajenja vseobsegajoče, najvišje totalitete, vsej njeni resnobi in iz najglobjega temelja v najvedrejšo svobodo njene podobe. Dobro.